Za tiste, ki ne vedo, veliko skrivnosti obdaja veliko piramido v Gizi. Stoletja so to preučevali zgodovinarji, inženirji, arheologi in znanstveniki, da bi razumeli, kako je bila pravzaprav zgrajena. In tukaj bolj ko odkrivajo, več vprašanj imajo, na katera ne najdejo takojšnjih odgovorov. In ena izmed stvari, ki jih strokovnjaki takoj opazijo, je izjemno visoka raven natančnosti piramide. Težko je verjeti, da je bila ta zgrajena pred več kot 4000 leti. Toda zakaj ta še vedno stoji in je še vedno skoraj popolno usklajena v mnogih svojih delih? Ko hodiš okoli Gize, lahko vidiš ogromne kamnite bloke, ki so jih uporabili za gradnjo piramid. Na nekaterih delih so na kamnu še vedno zelo ravne sledi in rezi. Zaradi tega nekateri verjamejo, da so morda stari Egipčani uporabljali bolj napredne metode za rezanje kamna, kot smo prej mislili. Vendar pa po mnenju večine arheologov ni dokazov, da bi takrat že imeli sodobne stroje. Namesto tega naj bi uporabljali orodja iz kamna in bakra, skupaj s peskom, ki je služil kot brusilno sredstvo, da so postopoma oblikovali trde kamne. Še en razlog, zakaj veliko ljudi privlači skrivnost Gize, je razporeditev 3 glavnih piramid. Nekateri pravijo, da naj bi bil njihov razpored podoben razporedu 3 zvezd, ki sestavljajo Orionov pas. Poleg tega Giza ni le skupek 3 velikih piramid. Po celotnem območju so še manjše piramide, templji, poti, sobe in podzemne strukture, ki kažejo, kako obsežen je bil projekt, ki so ga izvedli stari Egipčani. Eden najbolj nenavadnih delov območja je tako imenovani Ozirisov jašek. To je globoka podzemna struktura, ki so jo odkrili blizu velike piramide. V notranjosti so sobe, izklesane v kamen, hodniki in velik granitni sarkofag oziroma kamnita krsta. Še bolj impresivna pa je njegova lokacija. Nahaja se globoko pod zemljo. Zato je povsem naravno vprašanje, kako so uspeli spraviti tako težke kamnite bloke tja spodaj. Do danes strokovnjaki to še vedno preučujejo, vendar pa mnogi menijo, da so stari Egipčani uporabili kombinacijo ramp, vrvi, lesenih vlečnih pripomočkov in na tisoče delavcev, da so premaknili ogromne kamnite bloke na pravo mesto. Obstaja tudi del Osirisa, Osirisov jašek z vodo okoli osrednje sobe. Zaradi tega nekateri raziskovalci verjamejo, da je to morda povezano s starodavnim sistemom pretoka vode, vendar do danes še ni dovolj dokazov, da bi lahko potrdili, kako je točno delovalo v starih časih. Sčasoma se vse bolj dokazuje, da so imeli starodavni Egipčani izjemno znanje iz inženirstva, matematike in načrtovanja. Gradnja velike piramide ni bila zgolj preprost projekt. To je bila ogromna operacija, ki je zahtevala organizacijo, disciplino in izjemno natančne izračune. Pravzaprav je morda pravi misterij velike piramide v tem, ali so imeli kakšno skrivno tehnologijo. Še bolj osupljivo je, kako so jim uspelo zgraditi eno največjih struktur v zgodovini z uporabo orodij, ki so jih imeli na voljo v tistem času. Zdaj pa pojdimo k glavni temi. Kaj je pravzaprav skrivnost piramid, ki je še vedno ne razumejo niti strokovnjaki? In to bomo zdaj raziskali. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za eno všeček in naročnino na naš kanal. To je že velika pomoč nam, ustvarjalcem vsebin. Zato začnimo. To je Serapeum v Sakari. Na prvi pogled je to le niz podzemnih tunelov pod puščavo. Toda, ko vstopiš noter, boš videl nekatere največje granitne bloke, ki so jih našli v vsej Egiptu. Vsaka od teh škatel je izjemno velika. Nekateri tehtajo približno 70 ton skupaj s pokrovom. Še bolj impresivno pa je, da je večina izklesana iz enega samega ogromnega kosa granita. To ni navaden kamen. Granit je ena najtrših vrst kamna v naravi. Tudi v sodobnem času so za pravilno rezanje in oblikovanje potrebna posebna orodja. Zaradi tega je veliko ljudi navdušenih nad kakovostjo izdelave teh blokov. Če pogledamo njihove robove in površine, opazimo, da so zelo enakomerno oblikovani. Vogali so skoraj popolnoma kvadratni, stene škatle pa imajo skoraj enako debelino. Tukaj se je začelo veliko razprav. Nekateri ljudje verjamejo, da je bila tehnologija, uporabljena za izdelavo teh škatel, bolj napredna, kot običajno učijo v zgodovini. Nekateri pravijo, da so morda imeli stari Egipčani posebna orodja, ki jih še ne razumemo popolnoma.
Vendar pa po mnenju večine arheologov še niso našli dokazov o sodobnih strojih ali naprednih orodjih v Egiptu v tistem času. Namesto tega verjamejo, da so te škatle rezultat zelo dolgega obdobja usposabljanja, spretnosti pri obdelavi kamna in ogromne količine delovne sile. Z drugimi besedami, ni nujno, da obstaja skrivna tehnologija za dosego osupljivih rezultatov. Včasih zadostuje na tisoče usposobljenih delavcev in mnoga leta tehnologije. Še ena uganka je pravi namen teh granitnih škatel. Po mnenju uveljavljene arheologije so bile te škatle narejene kot zadnje počivališče svetih apizbulov, vrste svetih bikov, ki so bili pomembni v religiji starega Egipta. Vendar pa nekateri kritiki sprašujejo, zakaj je bilo treba te škatle narediti tako velike in tako natančne, če so bile namenjene zgolj pokopu. Do danes se razprava o tem še vedno nadaljuje. Ena izmed stvari, ki jih obiskovalci Serapeuma pogosto opazijo, je nenavadnost, zvok znotraj teh sob. Ko govoriš o določenih delih tunela, se zdi, da je odmev močnejši in traja dlje, preden izgine. Vendar pa strokovnjaki pravijo, da je to običajno v zaprtih prostorih, narejenih iz trdih kamnov, kot je granit. To ni dokaz kakršnekoli izgubljene tehnologije. Vendar je to eden od razlogov, zakaj je občutek na tem mestu tako poseben. Poleg samih škatel se pogosto pojavi še eno vprašanje. Kako so jih spravili pod zemljo? Predori v Serapeumu so ozki v primerjavi z velikostjo nekaterih granitnih škatel. Zato raziskovalci še danes preučujejo, kakšen točen način so uporabili, da so jih premaknili iz kamnoloma na njihovo trenutno lokacijo. In medtem ko se razpravlja o Serapeumu, se pozornost mnogih znova usmerja na najbolj znano strukturo v Egiptu, veliko piramido v Gizi. Ena najbolj impresivnih značilnosti te piramide je njena orientacija. 4 strani piramide so skoraj natančno obrnjene proti stranem neba, proti 4 glavnim smerem sveta: severu, jugu, vzhodu in zahodu. Mnoga leta so se znanstveniki in inženirji čudili, kako so to uspeli narediti stari Egipčani brez kompasa in sodobne opreme. Po mnenju raziskovalcev so verjetno uporabili natančno opazovanje zvezd, da bi določili pravo smer. To je dokaz, kako obsežno je bilo njihovo znanje astronomije in da piramida ni osupljiva le navzven. V njej so sobe, ki jih še danes preučujejo. Ena najbolj znanih je kraljeva soba. Ta soba je narejena iz velikih granitnih blokov in ima nenavadne akustične lastnosti. Ko nekdo govori ali naredi zvok v notranjosti, se zvočni valovi odbijajo od sten in ustvarjajo močno resonanco. Poslušajmo to skupaj. Zaradi tega nekateri ljudje predlagajo, da ima morda zasnova sobe poseben namen. Vendar pa po mnenju večine strokovnjakov še ni dokazov, ki bi potrjevali, da je bila uporabljena za kakršnokoli napredno tehnologijo ali skrivnostni energetski sistem. Za zdaj je najvarnejši zaključek naslednji. Velika piramida in Serapeum sta 2 izjemna primera sposobnosti starih Egipčanov. Še vedno veliko ne vemo o natančnem načinu njihovega dela. Vendar pa je ena stvar jasna. Tisoče let je minilo, pa še vedno navdušujejo inženirje, znanstvenike in zgodovinarje po vsem svetu. In morda je to razlog, zakaj skrivnost Egipta še danes ni izginila kljub vsemu. In medtem ko znanstveniki preučujejo notranjost piramide, se je v 20. stoletju pojavila še ena bolj kontroverzna ideja. Ideja, ki pravi, da morda velika piramida ni bila le grobnica. Leta 1962 je izdal knjigo pisatelj po imenu Edward Kunkel. V svoji knjigi je predlagal nenavadno teorijo. Po njegovem mnenju je velika piramida morda služila kot velikanski vodna črpalka. Po tej teoriji hodniki in sobe znotraj piramide niso bili le preprosti prehodi. Namesto tega naj bi bili del velikega sistema, ki se uporablja za prečrpavanje vode. Na prvi pogled se ta ideja zdi kot znanstvena fantastika. In za večino egiptologov to ni verodostojno. Veliko strokovnjakov pravi, da ni dovolj dokazov, ki bi podpirali to teorijo. Nekateri inženirji so prav tako preučili ta koncept in povedali, da bi bilo težko, da bi deloval glede na zasnovo opisano v knjigi. Kljub temu, zanimanje nekaterih raziskovalcev za to idejo ni popolnoma izginilo. Nekateri so se začeli spraševati, če je velika piramida tako ogromna, zakaj je bilo porabljenega toliko časa, denarja in energije za njeno izgradnjo. Po mnenju uveljavljene arheologi je odgovor povezan z vero, močjo in prepričanji starih Egipčanov o življenju po smrti. Za njih faraon ni bil navaden vladar. Bil je sveta oseba, ki je imela pomembno vlogo v njihovem verovanju.
Zaradi tega ni presenetljivo, da so bili pripravljeni porabiti ogromno virov za gradnjo monumentalne grobnice. Vendar za tiste, ki podpirajo alternativne teorije, ta razlaga še vedno ni dovolj. Zato še naprej iščejo druge možne namene piramide. Tukaj pride v igro še eno skrivnostno mesto v Egiptu, Zawiat el-Aryan. Gre za arheološko najdišče, ki se nahaja nedaleč od Gize. Na tem mestu so odkrili veliko jamo in nekaj nenavadnih granitnih struktur, ki jih raziskovalci že dolgo preučujejo. V zgodnjih 1900-ih je italijanski arheolog Alessandro Barsanti tam opravil izkopavanja. Med izkopavanjem kraja je odkril velike bloke granita in druge nenavadne strukture, poleg običajnih struktur. Ena izmed najbolj zanimivih najdb je bil velik granitni bazen ali posoda, ki je bila izjemno fino izdelana. Zaradi tega so se začele pojavljati različne domneve o njegovem pravem namenu. Nekateri so trdili, da je bil del nekega rituala. Nekateri so trdili, da je to povezano z neodkritim podzemnim kompleksom. In obstajajo tudi tisti, ki so poskušali to povezati s teorijami, povezanimi z veliko piramido. Vendar je pomembno poudariti, da večina teh idej ostaja zgolj domneva. Za zdaj še ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali, da je kraj povezan s kakršnokoli napredno tehnologijo ali skrivnostnim energetskim sistemom. Še en dogodek, o katerem pogosto pripovedujejo v zvezi s tem krajem, je močno deževje, ki se je zgodilo med izkopavanjem. Po starih poročilih naj bi bila velika jama po nevihti polna vode. Po nekaj urah pa naj bi se raven vode znižala. Zaradi tega so nekateri začeli sumiti. Morda so pod jamo skriti prehodi ali sobe, zemlja, ki vpija vodo. A vendar, do danes še ni jasnih dokazov, ki bi potrjevali, kaj je pravi vzrok za to. Morda gre le za naravno iztekanje vode pod zemljo. Morda so v skali razpoke. Ali pa je morda še kakšna druga razlaga, ki še ni bila odkrita. In tukaj postane zgodba Egipta še posebej zanimiva. Za vsako skrivnost, ki je razrešena, se pojavi novo vprašanje. Za vsako novo odkritje se začne nova razprava. Kljub temu je prišla prva svetovna vojna. Zaradi vojne se je veliko arheoloških projektov v Egiptu ustavilo, kraj pa je ostal nepopolnoma raziskan. Zgodba je postala še bolj skrivnostna, ko je Barsanti umrl leta 1917. V naslednjih desetletjih je veliko raziskovalcev postopoma izgubilo zanimanje za to območje. Toda tukaj se zgodba ni končala. V 60. letih prejšnjega stoletja se je zanimanje nekaterih raziskovalcev za Zawiat el-Aryan ponovno prebudilo, vendar pa je bil v tistem času kraj že del vojaškega območja. Zaradi tega je bil dostop raziskovalcev in arheologov omejen. Do danes je še vedno veliko delov najdišča, ki niso bili tako dobro raziskani v primerjavi z drugimi arheološkimi najdišči v Egiptu. Zato je povsem naravno, da so se pojavile različne teorije. Nekateri pravijo, da je morda kraj povezan z veliko piramido. Drugi pa verjamejo, da se pod njim morda skriva skriti podzemni kompleks. Trenutno večina teh ostaja le ugibanje. Poleg teh skrivnosti obstaja še ena kontroverzna zadeva. Ideja, ki je v zadnjih desetletjih ponovno pridobila na priljubljenosti. To je teorija, da velika piramida morda ni bila le grobnica. Nekateri pisci in raziskovalci so predlagali, da je morda imela še drug namen v starih časih. Ena najbolj znanih idej je tako imenovana teorija vodne črpalke. Po tej teoriji naj bi bili nekateri prostori in prehodi v veliki piramidi morda del sistema povezanega s premikanjem vode. Vendar pa po mnenju uveljavljene arheološke stroke za to idejo še ni dokazov. Prav tako je večina egiptologov ne sprejema. Kljub temu to ni ustavilo nekaterih inženirjev, da ne bi preučevali tega koncepta s svojim znanjem o hidravliki. Eden izmed njih je bil John Cadman, pomorski inženir, ki se je začel zanimati za teorijo potem, ko je v poznih 90. letih prebral staro knjigo o veliki piramidi. Kot strokovnjak za gibanje vode in hidravlične sisteme se je odločil preizkusiti, ali je takšna ideja sploh mogoča. Zato je izdelal različne modele v merilu, ki temeljijo na njegovi interpretaciji zasnove piramide. Prvi modeli niso bili uspešni, nekateri so puščali, nekateri so se pokvarili, nekateri niso delovali tako, kot je pričakoval, a je vztrajal naprej. Po nekaj poskusih mu je uspelo narediti model, pri katerem se je voda gibala tako, kot je pričakoval. Za Cadmana je to pomenilo, da je mogoče uporabiti podoben dizajn kot sistem za premikanje vode. Vendar je pomembno nekaj pojasniti. Uspešen modelni eksperiment še ne pomeni, da je to resnični namen velike piramide.
Možno je, da nekaj deluje, vendar to še ne pomeni, da je bilo to res narejeno. To je razlog, zakaj večina strokovnjakov še vedno ne sprejema teorije o vodni črpalki kot uradne razlage. Medtem ko je Cadman nadaljeval s svojimi eksperimenti, je opazil še en nenavaden učinek. Po njegovih opažanjih so nekateri njegovi modeli začeli vibrirati oziroma utripati. Ko je voda začela teči, se je tukaj začel bolj kontroverzen del njegove teorije. Predlagal je, da imajo te vibracije morda večjo vlogo pri zasnovi piramide. Kasneje so nekateri podporniki te teorije predlagali, da bi to lahko bilo povezano z energijo ali elektriko. Vendar pa je na tej točki znanstvena podpora tej ideji še bolj oslabela. Še vedno ni arheoloških dokazov, ki bi kazali, da je bila velika piramida uporabljena kot elektrarna ali električni generator. Prav tako niso našli nobene opreme, napeljave ali kakršnekoli tehnologije, ki bi podpirala takšen zaključek. Zaradi tega večina zgodovinarjev in znanstvenikov to obravnava zgolj kot špekulativno teorijo. Kljub temu obstaja razlog, zakaj se o tem še vedno govori. Velika piramida je namreč resnično osupljiva. Ko pogledaš njeno velikost, natančnost izdelave in količino dela, ki je bila potrebna za njeno izgradnjo, je lahko razumeti, zakaj mnogi iščejo globlje razlage. Včasih pa je pravi odgovor lahko preprostejši, kot si mislimo. Morda največja skrivnost velike piramide ni izgubljena tehnologija ali domnevna starodavna elektrarna. Morda je to le dokaz, kako pametni, delavni in organizirani so bili stari Egipčani, da so uspeli zgraditi strukturo, ki še tisoče let kasneje navdušuje ves svet. Zdaj se nekoliko odmaknimo in spregovorimo o nekom znanem, a pozabljenem. V začetku 20. stoletja je postal Nikola Tesla znan zaradi svojih eksperimentov z brezžično energijo. Želel je prenašati elektriko brez potrebe po dolgih žicah. Eden njegovih najbolj znanih projektov je bil Wardenclyffe Tower v New Yorku. To je bil velik stolp, zgrajen za preizkušanje prenosa energije preko Zemlje in atmosfere. Vendar projekt ni bil uspešno zaključen, ker mu je zmanjkalo sredstev. Tu so nekateri začeli povezovati Teslo z veliko piramido. Nekateri so rekli, da je zasnova piramide podobna Teslovi ideji. Velika piramida je bila namreč nekoč prekrita z belim apnenčastim ovojem. Apnenek ni tako prevoden kot kovina. Znotraj piramide pa so deli narejeni iz granita. In granit vsebuje minerale, ki lahko reagirajo na pritisk in vibracije. Zaradi tega so nekateri raziskovalci pomislili, da morda materiali, izbrani za piramido, niso bili le navadni kamni. Morda je bila kombinacija apnenca in granita izbrana namenoma za posebno funkcijo. Vendar je pomembno pojasniti. Zaenkrat še ni trdnih dokazov, da je bila velika piramida uporabljena kot generator elektrike. Ni bilo najdenega nobenega sistema žic, nobene baterije, nobenega stroja. In noben starodavni zapis ne pravi, da je bila piramida elektrarna. Zato ta ideja zaenkrat ostaja zgolj teorija. Še večje zanimanje za to teorijo se je pojavilo, ko so roboti preučevali majhne jaške v kraljičini sobi. Človek se v te jaške ne more stisniti. Zato so uporabili robota, da bi videli, kaj je notri. Na koncu nekaterih prehodov so našli majhne apnenčaste bloke, ki so izgledali kot vrata. Na teh blokih so bili tudi bakreni zatiči. Ker so bili iz bakra, so nekateri takoj pomislili, da bi to lahko imelo povezavo z elektriko. Vendar po bolj previdni razlagi arheologov, bakreni zatiči niso dovolj, da bi lahko rekli, da gre za električni sistem. Lahko so dekorativni, lahko so simbolični, lahko so tudi le del zatesnitve jaška. Težava je, da še nimamo popolnega odgovora. Zato mora biti razlaga jasna. V jašku so našli bejker. Toda to še ne pomeni, da je bila v piramidi že elektrika. Obstaja tudi študija iz leta 2018, ki je preučevala, kako oblika velike piramide reagira na elektromagnetne valove. Študija je pokazala, da lahko v določenih pogojih oblika piramide koncentrira elektromagnetno energijo znotraj in pod njo. To je zelo zanimivo. Vendar to ne dokazuje, da je piramida v starih časih proizvajala elektriko. To samo kaže, da če uporabiš sodoben fizikalni model, ima oblika piramide poseben vpliv na radijske valove. Različno lahko reagira na energijo. Drugače je tudi, če je bila res uporabljena kot elektrarna. Tu pogosto pride do napačnega razumevanja. Obstajajo sodobni pisci, kot je Christopher Dunn, ki so zagovarjali idejo, da je velika piramida stroj, da črpa energijo iz Zemlje. Po njegovi teoriji so lahko v sistem vključeni kemična reakcija, vibracije in vodik. Vendar pa večina glavnih arheologov tega ne sprejema kot uradno razlago.
Za večino arheologov je Velika piramida del kraljevega grobnega kompleksa faraona Kufuja. To ni samo preprosta grobnica. To je bil ogromen projekt vere, moči in prepričanja v posmrtno življenje starih Egipčanov. Po njihovem prepričanju je imel faraon posebno vlogo po smrti. Zato se jim je zdelo smiselno uporabiti ogromne vire za piramido. Toda tudi, če ne sprejmemo teorije o elektrarni, to še ne pomeni, da je Velika piramida nekaj običajnega. Pravzaprav je včasih preprosta razlaga še bolj osupljiva. Pomisli na to. Niso imeli žerjavov, kot jih imamo danes. Niso imeli sodobnih tovornjakov. Niso imeli računalniškega načrtovanja. Pa vendar so uspeli rezati, prenašati, urejati in so zložili milijone kamnov v ogromno strukturo, ki še danes stoji. To je prava skrivnost. Ni treba, da je to nezemeljska tehnologija. Ni treba, da je to starodavna elektrika. Kajti tudi glede na dokaze, ki jih imamo danes, je jasno, da so imeli stari Egipčani izjemno načrtovanje, organizacijo, matematične in inženirske spretnosti. In medtem ko nekateri še naprej preizkušajo različne teorije, znanstveniki in arheologi še naprej opravljajo svoje delo. Danes že uporabljajo robote, muonsko skeniranje, radar in drugo sodobno tehnologijo, da bi videli dele piramide, ki jih ni treba uničiti. Zato je mogoče, da bomo v prihodnjih letih odkrili še kakšno novo sobo, nov prehod ali novo razlago o resničnem načinu gradnje piramide. Toda za zdaj je to najbolj uravnotežen odgovor. Velika piramida ima nekaj nenavadnih značilnosti. Obstajajo vprašanja, na katera še ni odgovorjeno. Obstajajo teorije, ki vzbujajo radovednost. Vendar še ni dovolj dokazov, da bi bila to starodavna elektrarna. Kar je zagotovo, je to, da je Velika piramida eden najmočnejših dokazov, da starodavni Egipčani niso bili preprosti ljudje, ki so samo zlagali kamne. Bili so načrtovalci, bili so graditelji, bili so opazovalci zvezd. In imeli so sposobnost zgraditi strukturo, ki je tudi za sodobni svet še vedno težko popolnoma razložljiva. Zato prava skrivnost Velike piramide morda ni v tem, ali oddaja elektriko, prava skrivnost je, kako so ljudje to uspeli narediti pred 1000 leti. To je nekaj, kar še danes postavlja vprašanja celemu svetu, še vedno se preučuje.